Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na Jesenicah ponovno Jožefov sejem, ki ima že več kot 100-letno tradicijo, tokrat na tržnici, ker je 39 stojnic z različno ponudbo. Vidi se, da se bliža tudi velika noč, zato je precej mesnine, ostale ponudbe za vrt, grablje, vse to, kar pripravijo Ribenčani. Je pa tudi 15. pomladni tek, kar je letos še posebej zadovoljivo. Zbralo se je mnogo mladih, saj je zmanjkalo tudi štartnih številk. Štartajo pa tudi starejši na 10 kilometrov, od Stare Save pa do platoja na Hrušici in nazaj. Kar pa Italiji! Pa Italiji! Letos na Jesenicah tukaj na Stari Savi poteka že 15. pomladni tek. Lepo vreme je res privabilo veliko mladih. Ja, res je, 15. pomladni tek, tradicionalen prvi organiziran tek v Sloveniji in res smo zadovoljni in z vremenom in z udeležbo. In to je priznanje, da dobro delamo, pa verjamem, da je to še nek motiv za delo naprej. Zbrali so se mladi iz vrtcev, šol, iz vseh koncev in krajev. Ja, naš namen je, da pripravimo tek za vse generacije, torej netekmovalne teke za otroke, mlajše, normalno v spremstvu staršev. To so netekmovalni teki in važno nam je, da otroci, ko tečejo te tekme, uživajo. Hkrati pa je tudi tek, klasičen tek na 10 kilometrov in letos smo se po 8 letih ponovno priključili seriji tekov Gorenjska moj planet. To je serija 8 tekov, ki potekajo po Gorenskem in letošnji je uvod v sezono 2023. Na koliko tečejo mladi in na koliko starejši? Mladi tečejo po svojih močeh, lahko tečejo en krog, 2, 3, lahko tečejo pol ure, kolikor jih je volja. V cilj, ko pridejo, pa dobijo kremšnito medaljo, da je njihov trud poplačan in kot vidimo, se zelo radi vračajo nazaj. Odrasli tečejo pa na 10 kilometrov in to je klasičen tek, ko tečejo do platoja Karavanke, tam obrnejo in se po isti poti vračajo nazaj. Si je prišlo toliko mladih, da je zmanjkalo štartnih številk? Ja, odziv je resnično enkraten. Pripravili smo 550 številk za tek mladih, 150 številk oziroma 160 številk teka odraslih in tudi pri odraslih smo glih za glih skozi prišli, tako da super udeležba. Kako je bilo tokrat na teku? Si prvič tekla? Ne, že drugič. Pa tudi sicer rada tečeš, kaj treniraš? Treniram ne več, drugače pa rada se ukvarjam s športom. In s kakšnim športom se najraje ukvarjaš? Z vsem imam rada. Katere športe obiskuješ v šoli? Imamo florbol, pa odbojko, zdaj imamo košarko. Katerega izmed teh imaš najraje? Košarko. Košarko? Torej tek in florbol za zraven? Ja. Jožef Osman ima na Jesenicah že kar dolgoletno tradicijo. Kakšna je letošnja udeležba, koliko je stojnic? Ta prvo nekaj glede tradicije. Starejši obiskovalci Jožefovega sejma vedno znajo povedati, kako je bilo včasih čez celotne Jesenice kilometre stojnic. Tega sedaj ni tako, ampak vsako leto se pa pohvalimo, da ima sejem več kot 100-letno tradicijo, tako da to tradicijo nadaljujemo. Letos je stojnic 39 oziroma 39 razstavljalcev, ki ponujajo različne izdelke. Kakšna je ponudba? Ponudba je bogata, vse vrste izdelkov, od lesenih izdelkov do tekstila, do prehrambenih izdelkov, nekaj mesnih. Imamo tudi zabaviščni park za otroke, 6D kino, sladoled, sladkorno peno, balone in podobno.
Ste poskrbeli tudi za zabavo oziroma za glasbeni program? Seveda, vsak dan je živa glasba, se pravi v petek skupina Joške ven, v soboto skupina Projekt in v nedeljo ansambel Kadrvoč. Letošnji sejem traja malo manj, kot je bilo to sicer 3 dni. Ja, res je. Želja nas organizatorjev je, da sejem poteka na 19. marca, pač na Jožefovo, in letos se je šlo tako, da je Jožefovo na nedeljo in zato je to zadnji dan sejma. Hvala za pogovor, Gaber, in pa se vidiva naslednje leto, če bo imela sreča zdravje. Hvala tudi vam.